Gradbena dela v naši največji bolnišnici so v polnem teku. V urgentnem kirurškem bloku zaključujejo prenovo operacijskih dvoran. Danes so slovesno odprli prenovljene prostore v 8. nadstropju glavne stavbe. In medtem ko se vodstvo UKC hvali s prenovo, na družbenih omrežjih krožijo posnetki vdrtih stropov in celo podgan na bolnišničnih hodnikih. Kako na očitke odgovarjajo v bolnišnici, Manca Turk. Klinični oddelek za nefrologijo novembra lani. In ta isti oddelek danes. Prenova prve osmine glavne stavbe v 8. nadstropju je pri koncu. Do konca naslednjega mandata bo vse zaključeno. Do konca naslednjega mandata bo še več kot zaključeno, bo tudi še nova gastroklinika, ki jo vam bomo predstavili. Tako da imamo še kar, ne se posloviti, Bog ne daj. Ne, to ste morali vi oddelati, ne na meni. Smo sedaj vzpostavili bistveno boljše pogoje za bivanje pacientov. Vsak ima v svoji sobi tuš in kopalnico, kar je standard. Sobe so prostorne, svetle, izolirane, zagotavlja direktor naše največje bolnišnice. Predvsem pa nudijo bistveno večje udobje kot prej. V bistvu ključna pridobitev ne samo za regijo, ampak za cel slovenski prostor, ker morate vedeti, da transplantacijska medicina se dogaja samo v UKC Ljubljana in je seveda zato ta pridobitev v bistvu ključna za te naše pacijente. Naprej do urgentnega kirurškega bloka, kjer zaključujejo prenovo 3 operacijskih dvoran. Pacient bo prišel v reanimacijo, bo imel tukaj diagnostiko, tukaj operacijo, prej je pa moral z dvigalom v drugo nadstropje in temu se je včasih reklo tunel smrti, kajti pri tem, ko si vozil pacijenta, je pacient izgubil kri in lahko tudi umrl. In medtem, ko se vodstvo UKC hvali s prenovo kar 85.000 kvadratnih metrov bolnišničnih površin, na družbenih omrežjih krožijo posnetki vdrtih stropov, izlivov vode in celo podgan na hodnikih. Ta naj bi nastal avgusta lani. Takrat smo raziskovali, kaj bi lahko bilo. Takrat ni bila podana nobena prijava, noben odklon, da je bil dejansko kje opažen kakršenkoli glodalec in ne moramo niti izključiti, da ga je nekdo zlonamerno tam postavil. Da so stavbe UKC-jev v povprečju stare 50 let in da vsega v nekaj letih ne morejo prenoviti, dodaja. Mislim, da tisti, ki to dela, ali dela zato, ker bi želel škodovati javnemu zdravstvu, ali pa še huje izvaja neke politične pritiske. Meni Jug, ki so mu v minulih dneh tudi 2-krat grozili po telefonu, grožnje pa je že prijavil policiji.